Takole, smo nazaj. Kaj naj rečem? Zdaj pa torej sledi Alešev kratki pregled, tako da, kaj je Umiko? Umiko je sejem oziroma konvencija o animejih, mangah in japonski in vseh geekovskih zadevah na Primorskem oziroma v Kopru. Maja naslednje leto bi se nadvijalo oziroma lahko rečemo že potem maja letos, ko bo pač polnoč. Tako da upajmo, torej, da bo maja najhitreje, drugače pač imajo ti pripravljen rezervni načrt za bojem kdaj avgusta, si rekel. Naj bil pač rezervni načrt, če ne bi šlo maja skozi, tako da upajmo torej na najboljše, da bo pač čim prej šlo skozi. Glej, v redu, torej, sedaj pa torej, kot sem obljubil, še en kratek prispevek našega fotografa Bear the Photography. 18. septembra, saj sem razumel pač avgusta, dobro. Dobro, sedaj pa kratek prispevek Bear the Photography in seveda A Look Back, torej pregled leta. Moje ime je Aleš Šopinger. Pri Animokovcih oziroma v našem communityju sem poznan tudi pod imenom Kumačan. Za tiste, ki pa veste, da se ukvarjam tudi z cosplay fotografijo, pa sem poznan tudi pod imenom Bear the Photography. Zdaj, vsako leto do zdaj oziroma par let sem se trudil, da sem naredil pregled pač preteklega leta, da sem lahko predstavil, kaj se je dogajalo v tistem letu, kaj smo delali in kaj je tudi lepega nastalo. Zdaj za 2020 smo se odločili oziroma sem se odločil, da bom naredil to malo drugače in bom pripravil neko video vsebino, ki bo potem pač objavljena tudi na drugih medijih, kot pa samo nekaj pisnega oziroma nekaj slikovnega. Zdaj 2020 je odpadlo oziroma večinoma pravzaprav ni bilo nobenih konvencij. Zadnja konvencija, ki sem jo obiskal, je bil Makon 2019, to se pravi, praktično v 2020 nisem bil na nobeni konvenciji, kar je pustilo precejšnjo luknjo v ustvarjanju in v nekem praktičnem treningu ali pa nekaj takega, da bi lahko ustvarjali kakšne vsebine, fotografske ali pa kakšne druge. Zdaj, kljub temu, da nismo hodili na konvencije in tako dalje, sem pač vseeno poskušal nekaj fotografskih stvari narediti. In to se je začelo recimo že ena stvar, kaj sem novega sprobal. Se je začelo že od leta 2019 proti koncu, kjer sem videl oziroma sem dobil inspiracijo od umetnika oziroma osebe pod imenom Sgt. Bananas, ki fotografira figure, akcijske figure iz različnih filmov, iz različnih animejev in tako dalje in dela res zelo dobre fotke in sem mislil, da bi jaz to tudi probal. Pač spet neki nova zvrst geekovske fotografije, ki bi pač zelo pasala k mojemu repertoarju. Zdaj, figure, ki sem jih uporabljal, so bile izposojene, zaradi tega, ker jaz pač teh figur nimam več. In vseeno je nastalo potem nekaj zelo dobrih fotografij, ampak je bil problem, da ker so te figure statične, jih nisem mogel prestavljati in tako naprej, je bilo samo toliko stvari, kaj sem lahko naredil in sem potem pač te figure tudi vrnil in idejo malo zapustil. Ampak vseeno sem ponosen na tiste stvari, ki so nastale in mogoče še že kdaj potem tudi vrnem. Zdaj, res je, da nismo hodili na konvencije, smo pa vseeno izkoristili ta čas, da probamo vseeno nekaj novih stvari in nekaj zelo takih stvari, ki pač potem drugače mogoče ne bi imeli toliko časa, če bi na konvencije hodili. Ena taka stvar je obisk dvorca Gutenbuchl. To je blizu Šoštanja in je taki zelo lep dvorec, pravzaprav raj za fotografe, ker lahko res delaš ogromno stvari. Mi smo bili tam 2 uri,
ker smo lovili ta golden hour in smo praktično koristili samo en del lokacije, ki pa lokacija ponuja pa še ogromno več. Zato smo se tudi odločili, da bomo spet šli tja in zdaj to mogoče to nekaj takega, kaj se veselimo za leto 2021 lahko, ne. Poleg probaval sem različne vrste fotografije, potem probaval sem marsikaj, kaj se je dalo narediti v naravi, zaradi tega, ker pač v lockdownu se nismo smeli družiti z drugimi in potem je nastalo kar nekaj takih naravnih fotografij, ki sem jih potem tudi zdaj po zimi še malo nadgradil, malo poskusil še različne stvari. Zdaj, poleg tega smo imeli še eno idejo, ki smo jo potem tudi izpeljali, vendar ni tako, kot smo imeli planirano. Hoteli smo iti fotografirati v Bovec, bolj natančno oziroma k slapu Virje. Lokacija je svetovna, bom dal potem enih par fotografij. Res dobra lokacija, vendar je nismo morali prav izkoristiti zaradi tega, ker smo imeli kar slabo vreme. Tisti dan, ko smo pa dejansko hoteli fotografirati, so nam pa načrte preprečili eni nizozemski snemalci reklame, ki so ravno v tistem času na tisti lokaciji snemali in pač mi nismo mogli tukaj nič narediti. Je bila pa vseeno zelo dobra izkušnja, nastalo je enih par v redu fotografij. Ni pa to, kaj smo imeli v osnovi v planu. Zdaj, kaj je še bil plan za 2020? Ena izmed stvari, ki sem se jih hotel lotiti, je, da bi mogoče začel s fotografijo malo bolj resno, kar pač korona potem to preprečila in bila je takrat ideja, oziroma padla je ideja, da bi ustvaril portfolio oziroma neki repertoar slik, ki jih lahko potem jaz tudi pokažem. Zdaj, iz tega praktično ni nastalo nič, da bi pač novih fotografij, ampak sem pregledal ogromno starih fotografij in sem potem tudi se odločil, da nekatere so dovolj dobre, ki bi jih lahko vključil v ta portfolio, načeloma bojo pa večinoma nove. Zdaj, ena stvar, kaj je bila na začetku leta tudi, ko sem se razmišljal o tem, sem tudi nabavil nekaj nove opreme, kar pomeni, da pač se bojo tudi fotke spremenile tekom pač nadaljnjega časa. Kaj je še bilo? Kaj smo še delali? Zdaj, zato ker smo imeli ogromno časa oziroma se je marsikaj preselilo na splet, sem začel tudi sodelovati z različnimi društvi v Sloveniji. Ena izmed teh, kar pač je tudi bolj bilo pogosteje, je bilo sodelovanje z Magnetom, društvom Animal, kjer so imeli na 14 dni oziroma še imajo na 14 dni različne oddaje povezane z geekovsko kulturo in sem na enih parih celo tudi sodeloval in je tako potem tudi nastalo to sodelovanje, kar se meni zdi zelo v redu in upamo, da bomo tudi še naprej posneli kakšne videe na kakšno tematiko, kjer bom lahko jaz tudi sodeloval. Ena stvar, o katerim pač vidite, da sem začel razmišljati, so video vsebine. Načeloma opremo za to imam, kar pomeni, da se zna zgoditi, da bom naprej tudi delal kaj več na video vsebinah. Če bo se pa to odneslo, bomo še pa videli. Zdaj, kaj je najbolj pomembno? Plan za 2021. Si že pišemo seznam stvari, ki bi jih morali narediti, pa jih nismo uspeli letos. Seznam lokacij, ki bi jih radi obiskali, pa jih letos nismo uspeli. Definitivno bom probal obiskati enih par konvencij, tako pri nas, tako v tujini, če bojo le lahko. Kar pa potem še zraven spada pri temu, še vseeno je ta ideja o portfoliju ostala, kar pomeni, da verjetno bom tudi to nadaljeval. Vedno je treba razmišljati o novih stvareh, zato tudi razmišljam mogoče spet o kakšni novi vrsti fotografije, kakšni novi tehniki fotografije, tako da bom mogoče še tudi poskusil kaj bomo še videli, to se bo še s časom, z letom in z drugimi obveznostmi videlo, kaj se bo dalo narediti.
Zdaj, 2021, jaz se ga definitivno veselim, zaradi tega, ker se je nabralo ogromno stvari, ki pač bi jih bilo fajn narediti, pa nam ni uspelo. Imam enih par idej, enih par planov, ki bi še rad izpeljal, in tisto bomo potem verjetno naredili naslednjo leto v tistem lookbacku. Zdaj, ker bo ta video praktično streaman oziroma živo predvajan za novo leto, vam želim definitivno srečno in zdravo novo leto, pa polno dogodivščin, polno nepozabnih dogodkov, polno nepozabnih spominov, ki bojo potem ostali z nami, ker mislim, da smo letos res videli, da vsaka zamujena stvar je pol res zamujena, če ne moreš nekih stvari narediti. Tako da z moje strani srečno novo leto in upam, da se kaj vidimo. Takole, to je bil torej še kratek prispevek našega fotografa, Aleša, oziroma BRD fotograf. Zdaj sem skoraj jaz nekaj oblačnega rekel, BRD fotografi, damn you.